tega projekta celovite ureditve parka vojaške zgodovine, to je nov paviljon. Vi sicer vidite s ceste tu, ampak da vidite še enkrat iznotri in od blizu. Bom kratkem predstavili tukaj, pa bomo šli pa tudi skozi eno prezentacijo, tudi da boste mobil celostno videli vso zadevo. Tako da prosim, kar za mano. Obiskovalec bo prišel v ta nov paviljon, obisk bo, logika obiska bo lahko prišel v komando, šel skozi komando, plačal stopnino, šel skozi tisti sistem validatorjev in pa bo usmerjen se dol najprej v paviljon A ali pa gor pod paviljone B in C. Te v paviljon A bo vstopil skozi tisti vstopni stolpič, ki je tam v tem jugovzhodnem kotu in pride gor na ta zaprt balkon, ta prostor, ki je od zadnjih. In tukaj se sprehodi skozi to razstavo, ki prikazuje to predzgodbo same osamosvojitve, od same Jugoslavije, JNA in vse ta situacija tam v povojni Jugoslaviji, pripelje potem ta demokratizacijski proces, se zvuči tukaj. V takem prostoru se bo znajdel na Trgu Republike 26. junija, ki se dviga zastava, ki je veselica in tako postičenje. Potem v naslednjem prostoru, tisti, ki ga vidimo, ima pa balkon, se pa znajde 27. junija v dnevni sobi na slovenske familije. In to je tudi ta prvič videl ta prostor. Ta velik prostor, čez ta balkon. Tukaj bo pa muslimanski kolone, muslimanski generalno podhodno ostanki, če vsem verila, ker se je to podloženo, da italijani bojo ustavljati, v zraku bo pa mit. Tako da bo res taka scena, bo dala ta občutek te strašljivosti te vojne, da vendar pa ni v tak film. Ta del potli, polovica objekta je namenjena pod osamosvojitveni vojni, tukaj pride vsi večji eksponati vezani na osamosvojitveno vojno. Tako da de facto bo tu postal potli osrednji nacionalni muzej, posvečen osamosvojitveni vojni. Tukaj, kamor je z tega balkona ta podest, tukaj pride podvorenca. Podvorenca bo tu za takimi zavesami, ki ne dajo občutek, da se podvoje. Tu bo ločko ta osamosvojitveni del od tega podvorenčkega, ki bo na sredi. Pa z druge strani bo pa še en nabor, vojaško-tehnični nabor te različne vojaške tehnike in tudi še dve letali. Tako, tu je ta nov paviljon. Dela potekajo v skladu s plani. Nekaj tukaj vidite tukaj ta gradbeni del, zdaj se zadnja inštalacijska dela končujejo. Zunaj se ureja okolica, tako da tam do 1. junija morajo biti stvari končane in objekt predan. Hkrati poteka obnova eksponatov, pri operaciji tudi obnova vseh eksponatov bodo prišli sem. Pomemben del projekta predstavlja tudi logistika teh selitev. Treba je presetati podmorenca, treba je pripeljati 3 avione in dvigniti v zrak in te tehnike in pa ne nazadnje tudi razstave. Mogoče tako z tega širšega občinskega vidika lokalne skupnosti bo pomembna pridobitev tudi novo postajališče za avtodome, opremljeno počivališče za avtodome, za vso infrastrukturo, se lahko gledamo tukaj, se končuje. Tukaj je počivališče za 8 avtodomov, z vso infrastrukturo, izpusti, priklopi elektrike in vse, ko Bog zapove. Tudi tam je še ena pot gor, ki pelje z tega počivališča z avtodomov, kot z tega dela parkirišč proti komandi. Ker komanda je še zmer glavna vstopna točka, tukaj se vse centralizirajo te službe. Tako da ta del ni še zunanje ureditve narejena, zato zgleda še tak malo divji, ampak tukaj se zdaj dnevno spreminja situacija. Če pridete na intervalu na par dni, skoraj ne spoznaš več situacije. Tako.
Če ni kakšnega posebnega vprašanja, bi šli kar gor, še skozi to prezentacijo se sprehodili, pa če bo pot kakšno vprašanje, ste dobrodošli. Kako je se zložila še ono? Ja. A lepo hiš. Mi smo šli na po stari cesti. Da so stali do nas, da smo zamudila.